lep pozdrav. Dobro večer. To sem vesela, ker ob 7. on je 24 ur top novice. Če vsem ste prišli mene, da poslušate. To pomeni, da sem pa že bolj zanimiva. Danes bom uporabljala bolj kulturne besede, ker se snema. In sem v knjižnici, moram biti bolj previdna. Glavno, dobro večer. Samo bi hotel videti, če me nekdo že poslušal. Aha, eni pa so, na tem redu. Dobro. Eni me pa sigurno že poznate. Eni ste sigurno videli eno video, ki sem ga pred kratkim je šlo na internet. In dejansko ostaja isto, razen tega, da sem mladega moža, tako da ne iščem več. To ni moških, ne? Ne, to je, zdaj svetujem vsem samskim ženskam, da grem na televizijo. To je največ odlični. 31. januarja je video šlo ven, potem se v 15 dni se javil vsak samski, ki obstaja v Sloveniji. Tudi javljajo se mame, ki hočejo svoje sine dati. Lahko pridete, gospa. Bomo videli, če bo mož, zaenkrat je zelo priden, prišteva vsa pravila. Zapisuje to, kar imam rada. Zdaj samo še moje starše mora spoznati aprila. Če to premaga, potem sem pa na konju. Ne, hecam se. Ampak dejansko, večinoma 3 leta sem iskala može javno po raznih predavanjih, ampak očitno je morala iti na internet. Bila sem v veliki krizi, zdaj sem pa pod stresom. Bila je kriza, da ga najdemo, zdaj smo pod stresom, ker je ogromno se javilo. Zdaj bi res hotela, da izbiram, ampak zdaj nimam več priložnosti, da izbiram. Ne. Moje ime je Sanja Labanovič. V prostem času, to pomeni od 8 do 4, sem danes delala na kliniki. Trenutno sem na kirurgiji, ampak drugače sem na gastroenterološki kliniki APO 2. Današnja tema je pomembnost svita in kolonoskopije za prevencijo zdravja. Tako da, dejansko kot psihološko zdravje, danes bom ukvarjala s kolonoskopijo. Ne, pisni se. En me sigurno boste tam spoznali, da kolonoskopijci gastroenterologi, ampak večinoma in upam, da se ne bomo dobivali na taj način po ambulantah. To je razlog, zakaj že 3 leta predavam otrok, da bi preprečila vaš prihod k meni. Mislim, meni, eno, da se srečamo v savni, par dni sem že videla, zelo lepo, ampak ne bi hotela, da se srečamo v ambulanti, zaradi tega, ker je ogromno bolezni v zadnjih 20 letih, ki so posledica, da rečemo, obremenitve. Izvolite, gospa, če hod spredaj. Ogromno je bolezni v zadnjih 20 letih, ker bom jaz danes govorila, ker je posledica, da rečemo, obremenitve, da rečemo psihološke komponente zdravja. Moja tema iz psihologije oziroma iz nevroznanosti, ki sem se ukvarjala v zadnjih 10 letih, dejansko izvolite. Lahko se usedite. Že rezervirala stoček. Če že imate rezervirano, ne bi hotela, da vas vzame v čutek. Povabila sem svojega, da pride, ampak je rekel, zdaj me še nerodno. Je rekel, vedno bereš enega moškega, da pokažem 2 točke, tako dejansko, da sprovociramo, je rekel, mene je strah, kaj se bo bilo. Ampak gospod se v prvi vrsti že javijo, tako da bomo že prišli do tega. Moja tema je bila psihološko zdravje in to je dejansko, kar jo predavam zadnja 3 leta, da bi vas izobrazila, daleč od tega, da pametujem, ker ste vsi, da rečemo starejši od mene, dosti več izkušenj. Največ se dejansko učim od vas, oziroma od bolnikov, ki mi prihajajo, oziroma od svojih prijateljev. In sem se trudila zadnjih 10 letih, da bi dejansko vse to svoje znanje, ki ga pridobivam in dan danes, da rečemo, naredila oziroma vse skupčala v eno predavanje. V Slovenijo sem prišla septembra 2010, to pomeni, da 6 let in par mesecev. In zelo spoštujem državo, v kateri živim. Prej sem rekla, da želim biti Slovenka, ampak zdaj sem pa že dobila potni list oziroma državljanstvo. To pomeni, da sem danes ponosna Slovenka.
In prišla sem pred 7 leti, oziroma pred 6 leti, tako da se trudim naučiti vaš jezik, oziroma moj jezik, ki je zdaj, tako se zelo opravičujem, če bo kakšna beseda ni slovenščina. Ampak, če ne boste razumeli, dvignite roko, pa bom poskušala razložiti. Berem ogromno te ljubezenske romane, da se zlati, malo strokovne literature, pa tudi malo ljubezenskih romanov. Zdaj sem najbolj dušena, ki je Srbijana, da se ne vem, koliko me bo naučil slovenščino. Mislim, da boljše jaz govorim od njega, pa ne bom to povedali. Kljub temu, da živi 15 let tukaj. Ampak ženske so močne. Ne šodja. Danes sem bom razlagala o psihološkem zdravju. Znači, o fizičnem zdravju to vsi že veste. To pomeni, da imate osebnega zdravnika. In če imate določene simptome, greste osebnega zdravnika. Jaz razbijam presodke, da je psihološko zdravje neki val, da je včasih psiholog ali psihiater, ki ga včasih potrebujemo, ni nekaj, kar se trebamo sramovati. Daleč od tega. Nažalost, v zadnjih 20 letih mnoge države, vključno z najbolj bogatimi državami, plačajo davek tega modernega načina življenja. Nažalost smo mi padli v, da rečemo, v skupino držav. Hecno je, oziroma ironično, da sem se izobraževala v državah, kjer je Nemčija, oziroma v Amerika, oziroma v Švica, države, ki imajo bogat standard, da rečemo, da so lahko privoščili ljudem to, kar si želijo, ampak kvaliteta splošno življenja, oziroma psihološkega življenja je bila zelo slaba. Tako da so najbolj top klinike, ki se ukvarjajo s to psihosomatiko, tam, kjer sem se izobraževala, glih Nemčija, Švica, oziroma Amerika, ker so ljudje, se pričujem ljudje, tako korigiram, ker so ljudje, kljub temu, da imajo standard, oziroma da se lahko privoščejo, da rečemo materialno vse, zelo nezadovoljni. Kjer sem se izobraževala sem se v Švici, vemo, kaj je Švica, ena najbolj bogatih držav. Mislila sem, da absolutno ta narod ne rabi absolutno ničesar, ampak vseeno imajo visok procent samomorov oziroma visok procent depresivnih ljudi. Glih zaradi tega, ker se je švicarska vlada spraševala, kaj se dejansko dogaja z nami, smo začeli te raziskave. Oziroma, danes pa bom vse predstavila so študije, oziroma eno znanje, ki je zbirano v zadnjih 10 letih, ampak največ iz izkušenj, ki mi date in največ iz svojih lastnih izkušenj. Ponosna sem in absolutno mi ni nerodno, včasih vedno to govorim, da sem bila, to pomeni, da ko me rečemo na dnu, da sem bil v eni hudi depresiji pred 20 leti, ko sem bila po vojni, da sem imela hude, da rečemo, želje, da ne želim biti več na tem, da rečemo, v tem svetu. Sploh se vidiš razloga, zakaj bi dvignil glavo. 8 mesecev sem bila v bolnici, komaj sem čakala, da tega se konča in potem je za mano vse prišlo. Vse moje skrbi, vse neprespane noči in padneš na eno dno. In potem, priznam, prehodu so mi pomagale tablete, nimam nič proti tega, ampak danes po 20 letih, glih zaradi teh izkušenj oziroma znanja, ki sem jaz dobivala, ki jih prenašam na vse vas, na znanje, sem danes, sem stara 36 let, res ne izgledam, tako ne da. Iskala bom drugi, prosim, da se javite. V duši sem dosti mlajša, ampak to sem, kar sem, oziroma kar želim, da srečam, da prenesem, oziroma kar bi želela, da ste vsi vi, ko vas srečam, ko me vprašate, kako sem, da mi izrečem, sem zadovoljna človek. Oziroma, to, kar me danes klicala ena, ki bi hotel neko oddajo, da rečemo, zaljubim v življenje. To nisem mogla verjeti pred 20 leti, da bi se danes po 20 leti lahko danes tako počutila, da sem res zaljubljena vsaki trenutek življenja. Danes sem se posebno pripravljala, da sem res izlepilirala, tako da je novo majčko malo za vas, ker sem vzbuđena. Ker sem res vzbuđena, nisem pod stresom, ker sem spoznala dosti ogromno ljudi. Se upravičujem, če nisem nekaj imena zapomnila, vedno se moških prej zapomnim, ker se kaj. Ženske, ta tipična imena Marija, Mojca in ta moderna imena mi malo slabše grejo, se hecam, ampak zaradi tega, ker sem mislila, da me nekaj želi poslušati. Ker mislim, da je
Tako rečem, da sem vesela, ne me narobe razumeti, mogoče bi se to tako slišala, ampak sem vesela, da sem vse to preživela, ker pač da drugače gledam. In življenje mi je čisto lepo, res, fantastično, zelo dobro se počutim. Že vem, da nisem žalostna, daleč od tega, da včasih nimam skrbi, daleč od tega, ampak življenje na splošno čakam, da se čim prej dan zgodi. Pa kakšno koli, tudi če je dež, tudi če je sonce, tudi če je 8., 18., to se vedno hecam. Ko sem prišla v Slovenijo, nisem ne vedela, da obstajajo ti datumi, 8., 18., 28., trajno. In potem vidiš, ampak to ni samo daleč od tega v Sloveniji, ker sem pač živela v teh državah, oziroma, zakaj sem tu živela v drugih državah, ker sem iščeš, kjer se dobro počutil. In od vseh teh držav našla sem svojo Slovenijo, resno. Edino, če me bagrom date ven. Toliko mi je fajn, toliko sem se zaljubila v te hribe, zelo rada imam kliniko, tudi če se z blatom ukvarjam, ampak rada imam svojo službo. Če moj oče pride, ki bo prišel aprila, zdaj v penziji in komaj čaka, da spozna malo bolj Ljubljano, tako da 7 dni bo hodil, če ga slučajno srečate, ne bom povedal, da se jaz ukvarjam z blatom. Ker ne more se nikakor sprijaziti, da se njegova princeza dela kolonoskopije. Tako da sem njemu povedal, da se ukvarjam samo z jetri. Jaz sem zdravnica jetra in za nič drugega. Veste kaj, ko oče gre v penzijo, pa mu kupijo otroci pametni telefon, potem mu še damo Viber, to je najslabše, kar smo bratcu ja naredili, vsako jutro kliče. Mi smo njega 40 let klicali, ker je ful delal, nikako ga nismo mogli dobiti, zdaj v penziji vsako jutro kliče. In zdaj, ko mi rečemo, da dela, pa pusti malo delo, pogovarja se z mano. Zdaj, jaz njima rečem, kako je bilo pred 10 let, če bi njemu rekli, pusti malo sestanek, bi bil hud na nas. Ampak zdaj pokliče in potem, ko mi jaz rečem, da sem globoko v debelem črevesu, spusti slušalo. Ker večinoma kliče zjutraj, kolonoskopije delam zjutraj in potem oče nočeš vedeti, kje sem. Blizu hepatalne plexure, tam blizu jeter. Ampak, kaj želim povedati? Dosti tega. In upam, da vam to bom srčno, ne rabim prezentacijo, mislim, da sam nam pokažem en slajd, da vam bolj razložila možgane, pa kita, ker ste že videli dejansko v sliku, ki me bo spremljala, mislim, do konca življenja. Prezentacije so prej bile in zdaj se nekaj odpuščajo, zaradi tega, ker vedno bo skozi celo zgodovino oziroma skozi vse možne religije najbolj močne besede. Najbolj z druge strani pa še bolj tak, ki vam dajem z vlastnih izkušenj. Danes sem prenašam vse z vlastnih izkušenj, ker vam želim pojasniti, kako je lepo biti na vrhu. Oziroma, kaj pomeni na vrhu, daleč od tega, da želim biti predsednik države, ne bo Bog, ne bo. Zdaj sem itak dobila potni list, komaj. Ampak na vrhu dobrih hormonov oziroma dobrega počutja. Kaj je današnji moj namen, da vas izobrazim, da v vašem telesu, tako kot obstajajo mišice, obstaja, da rečemo, vsi znate, ščitnica, trebušna slinavka, da v vaši možgani obstajajo nerazkrite oziroma take sfere možganov, ki vam dajo dobre hormone. Farmacija, kdo je iz farmacije tele? Ni, ok, v redu, pošilkam. Zdaj mi tak snemajo. Imam noč proti farmaciji, mi plača kongrese, ampak farmacija je ogromno šla naprej. In zadnjič, ko sem bila na eni oddaji, ki se tiče same medicine, oziroma kaj lahko mi malo pomagamo, kot ne rabite skrbeti. To, ki je šla naprej. Zdaj, trenutno krožim na kirurgiji in moram reči, da sem zelo ponosna, da sem del takega tima. Kaj se danes lahko vse operira, kaj se danes lahko vse transplantira, kakšni so organi. In to, kar vedno rečem, je šla medicina ogromno naprej in vedno rečem, da smo podaljšali, če gledamo v zadnjih 100 oziroma 150 let, da smo podaljšali življenjsko dob za 20 let, ampak pozabili smo dati življenja leto. Imamo zelo staro nacijo, kar sem ponosna, da rečemo 80-90 let poprečna starost, ampak se vprašamo kvalitete življenja. Vprašam se, oziroma vse vas vprašam, zakaj sem jaz toliko zaljubljena v vašo državo oziroma našo državo, oziroma na splošno v življenje,
Ampak vseeno, žalostna sem, da Slovenija počasi prihaja na prvo mesto po številu, da rečemo, depresivnih ljudi. Zakaj sem sploh začela govoriti o tem? Ker sem žalostna. Žalostna sem, to, kar ste vsi slišali, ko grem na urgenco, ko ostajam v dežuri in poslušam mlade ljudi. Mladi ljudi za mene so vsi med 30 in 60 let starosti, oziroma 65, ker sem imel 65, moram še njih dati noter. In potem poslušaš, da rečemo mladi ljudi, ampak nimamo kvalitete življenja. Oziroma, da se slabo počutijo. Zdravila danes bodo zamenjali vse, samo ne bodo zamenjali hormone v možgani. Verjemite mi. Meni so zdravila pomagala, nimam absolutno in hvala Bogu, da jih sploh imamo, da grem skozi to hudo fazo, da rečemo, vedno rečem, zdravila so vedno bergla, a se reče bergla? Birgla. To se mora se da gremo skozi hudo fazo, kakšne koli bolezni, ampak na osnovi je to, kar mi imamo v možgani, ta lastna naš imunski sistem je to, kar dejansko mi trpi. Jaz sem se naučila, kako da pridem do tega in to dejansko prenašam. Znači, še enkrat priznavam, točno razumem vsakega človeka, ki je anksiozen, ki je bil paničen, ki je bil okoli depresiv, ki je mogoče razmišljal, da mora končati življenje. Znači, hvala Bogu, da sem vse to preživela, da lahko razumem vsakega človeka. Z druge strani pa vabim, oziroma vam prenašam vanje, kako je biti lepo. Danes, ko me kdorkoli vpraša, kako sem, kronično zadovoljen človek. Zadovoljen, ne zadovoljen, zadovoljen. Tudi to sem, ampak kronično zadovoljen. Kronično zadovoljen človek. Da se zadovoljen, da se pač življenje proža. Mnogi filozofi so rekli, oziroma mnoge religije so rekli, živi življenje kao da ti je drugo in da vedno rečem živi kao da ti je prezmera. Zdaj, če lahko kompariramo, isto kot da imamo drugo življenje. Vemo, kaj smo lahko naredili neki napake vprej in zdaj, da to ne gremo v prihodnost. Vaši možgani, zamislite si vaše možgane, tako da zaprete oči in imamo 3 sfere. 3 sfere so take, da imate spodnja sfera, a vsi poznate por, a ste videli sliko, kaj pomeni por? Moj por. Zakaj sem dala to sliko s sadjem? Zaradi tega, da sem prepričana, da vsakič, ko boste šli na tržnico, se boste spomnili mene. Na tržnici, ne zvečer, na tržnici. Ena gospa mi je rekla, da se mene spomnila, ko se je ulegla z možem ob 11 zvečer, to ne želim. Na tržnici. Ko vidite por, rečete, aha, ena zdravnica, oziroma zdravnica samodostno v 4, ona je oseba, ki govorila, kaj pomeni por. In kaj pomeni por v vaši možgani? Vedno naredim komparacijo, tako kot imate sečni mehur, imate debelo črvo. Ko rečem debelo črvo s posebno tako častjo, ker mi daje denar. Isto, ko imate sečni mehur, ko imate debelo črvo, tako imate v vaših možganih eno klet, ki se reče amigdala. Ne rabimo medicinske izraze, tem se reče psihološka klet. In vemo točno, kaj pomeni sečni mehur. Znači, pijemo tekočino, ki je potrebna našim celicama. In se tekočina gre skozi ledvice in pride v sečni mehur in sve potrebno moramo iti na vodo. A se strinjate? Tako se dogaja pri debelem črevesju. Formira se hrana, hrano dobijo naše celice, formira se blato. Zelo smo veseli, če greste enkrat na dan, glede na vaša leta 3-krat na teden. Ampak, če ne bi šli enkrat na 2 tedna, oziroma na 2 tedna, kaj se zgodi? Bolečine, napetost, nervozni se, pridete k meni, oziroma na kirurgijo in dobite krizmo in potem ste najbolj vesel človek na svetu, ker ste to dali van. Zdaj, kako sem se izučila? Način, kako sem se izučila, potem jaz predačam na drugi ljudi. Aha, to pomeni, če zanašamo vse skozi usta, kar je potrebno celicama, kaj se danes dogaja v naši možgani, če mi skrbimo, mi spimo, oziroma se kregamo, oziroma povišamo ton. In tako so začele moja izobraževanja nevroznanosti. Zakaj sem jaz tako, kot sem bila mlada, pa mlada, znači preživiš dosti slabih stvari, ampak vseeno, nišče me ni naučil, da misli ali prej to bo prišlo za mano. Večinoma te učijo, da moraš redno iti na vodo, da moraš redno iti na blato, tuširati se,
Pa dobro, tudi ne rabiš. Tudi prav zobe ne rabimo, znači. Ampak še me ni dejansko učil, da se dejansko vse, kar se to meni bo zgodilo, da bo prišlo za mano, da me bo pokurilo. In kdaj je prišlo za mano, ko je bilo vsega konec, ko je bilo mirno, ko sem mislil, da bom vesela in potem pride za mano. In v tem sem začela izobraževati o tem. In prvo, kar sem se naučila, je, kaj se dejansko dogaja, ko jaz skrbim. Kaj se dejansko dogajalo, ko jaz nisem spala. Ko sem se skrivala, ko je vsaka granata padla, ko se nekdo tregal na mene. Oziroma, ko sem slišala, ko se moji starši tregajo. Potem sem začela misliti. Kaj pa, ko sem slišala, če se boste ločila, bo se res ločila, sem jaz kriva zaradi tega. To so dejansko vedno bile misli vprašanja. Da prevedem toksične misli. In potem, kam je to šlo, znači govorim samo lastne izkušnje, je šlo dejansko v psihološki pogled in potem, ko je bilo vsega tega aktivno, ko je bilo adrenalin, seveda, to je ni dovolilo, da se to prazni. In kdaj se to začne prazniti? Znači, zdaj mi lahko gremo vsi, ker jaz sem naredila analizo sebe, zdaj lahko mi delamo analizo vsakega, da rečemo, kaj smo dejansko preživeli takih skrbi oziroma dosti tega v življenju. In kdaj se to izbruhne, takrat, ko se telo sprosti. A ne da. To pomeni, naredim vam komparacije. Sigurno ste šli na počitnice kar bolite. A se strinjate? Znači, delamo ko norci, oziroma 3 meseca, pa rečemo lahko. Pa tudi telo nam včasih dadne opozorite, da mogoče več ne moremo, ne da se nam, trudimo sem, boli nas, vse nas boli, ampak mi vseeno gremo čez tole. Da končamo še tale projekt. Končamo, dobro se počutimo nekaj časa in potem rečemo, ok, zdaj pa gremo na počitnice in bolimo. Ker to pride za nami. Kaj sem pa najbolj žalostna? Najbolj žalostna sem, da to prihaja, ko pride v penzijo. Taki je pa res žalostno gledati. Ko pridejo iz čistega polnega zdravja, nikoli niso bili pri zdravniku in hočejo se malo počekirati in potem pa rečeš, imaš metastazo, imaš rak in čim svet padne. Pa jaz sem se pripravil za to fazo, da bi dejansko miroval. Znači 30-40 prekurimo in dejansko se res prekurimo. In zdaj, ko gledamo analizo različnih študij, ki so delali v Zahodu, mi smo prekurjeni. Ne eno smo prekurjeni, ampak samo preživljamo. Preživljamo, da preživimo določene čase. Največ sem slišala stavko, največ v Sloveniji samo še to, da preživim. Prihajate mi v ambulanto, potem pa rečem, potem vas vprašam, da se boste spočili, da se boste vzeli čas, samo da se stisnem 2 leti, da odplačam ta kredit pa bom. Da se stisnem 2 leti. In potem res, znači 2 leti življenja, ki ti je dato, ti se nekaj stisneš. In potem dejansko, ko se stisneš, potem pa pride in mislite, da so res začeli uživati po te 2 leti, ne. Glihano si hočeš odplačati in potem se stisnemo za naslednjih 5 let. In samo še to, da preživim. In potem sem žalostna. Ker sem tudi jaz to delala. Ampak sem bila mlajša. Ampak so delali to moji starši. In potem, ko sem rekla, moji starši so čudoviti ljudje. 2 so osebe, ki so spoznali moji starši, res 2 čudovita človeka. Ampak 30 let sem se stiskala, da bi mojemu bratu in meni vse privoščila. Vse. Znači, mi smo zelo izobražena 2 človeka, da smo prepotovali cel svet za svoja leta, do sveta. Imamo po 3 fakultete, znači zelo smo izobraženi, ampak so se moji stiskali. In sta odločila, ko boste šli v penzijo, da boste potem izpolnjevali te želje, da bi šli v Grčijo. Že 15 let poslušam, kako moja 2 boste šla v Grčijo. In zdaj, ko sta se, da rečemo, odstisnula, je zdaj prihajala na operacijo. Prvo oče, pa zdaj mama, kaj je prišlo za njimi. Potem me je vprašala, ja, ampak že 10 let jim govorim, mama, prosim te, daj samo še to, da naredim. Samo še to, da odplačam. Mama, ne rabiš, prosim te, da uživaš. In v tem sem zdaj žalostna in ona meni zdaj govori, ker zdaj pride čez 1 teden v Ljubljano, ker bo imela operativni poseg in je rekla, ampak jaz še v Grčijo nisem bila. Ja, res, še v Grčijo nisem. Čisto malo preproste želke bi lahko, ker je pač otrokom privoščilo, tudi včasih, ko nisem bila potrebe. Tudi če imam 2 bunde, 3 bunde, to res ne rabim. Ker to ne znam ceniti, takrat, ko to dejansko dobi. Moji so se pa celo življenje stiskali. In potem sem si rekla, da imam samo osebne izkušnje, ker to gledam, ker sem žalostna.
Hotla bi svojima, ali bo še joga delali? Ja. Ne, čisto. Ker imamo še otroka, res absolutno ne smem nobenih nekulturnih besed. Edino, ko pridemo na koncu, daleč od tega, ampak res sem vesela, da je to pa polna dvorana. A me razumete? A mi je v redu? Ja. Zvolite, gospa? Evo, tako imate. Ok. Zaradi tega, ko se ta tvor se nafilo, znači ta splet se nafila. In mi potem pa dajemo filter in ne prazimo. Znači niste naučeni, oziroma niste izobraženi, da bi to morali dajati ven. Znači isto odkole, ko gremo na WC, zadiramo malo, oziroma po potrebu, moramo tudi dajati naše skrbi, oziroma vse to, kar smo mi dali noter. In potem so obstajale različne študije, kako povišani ton, če se kregate zjutraj, vpliva na vaše stresne kortizol. Znači, vse je dejansko v fiziološki reakciji vašega telesa. In potem, kaj se zgodi? Zgodi se, da enkrat, ko se to začne prazniti, imate določene simptome. Padala vam infure, nekaj neopredeljenje vrtoglavice, tako slabo se počuti, migrene, slabe energije, bolečine v ramenem delu, predpor, ne morete se pritisniti, ker smo tok napeti, ker se začne prazniti. Da ne rečem zbujanje ob 2 zjutraj, kar srce bije 150, bolečina v želodcu, taka napihnjenost, napetost, zaprtje, obstipacija, potem pa pridete, naredimo kupeni preiskav in tem rečemo, da so funkcionalne motnje. Znači, večinoma je od 40% je taki bili. In dejansko se ta stopnja se povečuje. Ne samo to, da rečemo pri starejših, nego žalostno sem, da prihajajo otroci. Otroci, mislim, 19-20 let stare. Taki imamo ambulanti. Ima fant, ki je star 20 let, da dela brez ravnina. A se strinjate? Ne strinjate. Brez tega, da rečemo, da nima organske bolezni, ampak absolutno ima posledico, da je psiha oziroma takrat dekompenzirala. In potem pa imam pančne napade, anksiozna je, ker ne čisto razumem. Ne vidi življenja, čiste v skrbeh za naprej. In to, kar sem vedno rečem, kdo smo mi Slovenci, skrbimo na zaloge. In potem sem se izrekla, to nisem samo rekla, jaz to so rekli mnogi. In večinoma, ko so posneli možgane enih pogumnih Slovencov, ki so prišli do Švica. In ko se tam vidi dejansko, o čem razmišljajo možgani, je 1/4 v skrbeh. Ampak razlika med skrbeh imamo sladke skrbi, to pomeni, kako, če ste ob 5. uri doma, pa ste bili imeli kosilo, potem je skrb, kaj bom oblekel, pregledno predavanje en zdravnic. Ok, ki bo prišla. Znači, to je sladka skrb. Potem pa to nekaj oblečete, pa ni pomembno, je to meni všeč, ampak to je sladka skrb. Jaz govorim, to so male skrbi. Ampak jaz govorim o skrbih, ki nimajo konca. Kaj je najbolj škodljivo za možgane? To so študije pokazale. Strah in skrb. Strah, eno je strah od kače. Eno je strah od, da rečemo, vidimo, strah od te, da nas ne bi. Ali pa strah od, mene je strah, jaz to čisto razumem. Zakaj jaz ne dežuram, zakaj zdaj grem domov, ko je novo leto, oziroma vedno dežuram, ker nimam rada pokanja. Jaz že zadnjih 20 let nisem bila na trgu, ker to začne pokati, če stvori se irealen strah. Iracionalen, ki absolutno nema, jaz to razumem. Ampak jaz točno vem, zakaj je to in se temu izogibam. Jaz govorim o mnogih strahovih, ki mnogi ljudi imajo strahovi, ki jih vas vprašam, česa se strah, pač strah me. Strah me, skrbim, kaj se bo zgodilo, za kogarkoli zdaj. In potem imamo tih strahovih skrbi, ki nam prevzamejo možganske celice. Znači, s čem se hranijo možgani? Ako se naš želodec hrani s čevapom testerca. Daljš te.
Ampak, vidim zdaj, da sem prišla, ko je ena čevapžica tukaj blizu. Najboljši, ko me moja prijateljica v Sloveniji povabi na čevap. A ja, čevapa ima čevape. Jaz sem zbežala iz Sarajeva, da svi čevapa. Tam se samo čevapi. Tam, če neš čevape petkrat na teden, potem pa nisi Sarajlja. Veš, potencija je čevape ješ. In potem najboljši pridem v Slovenijo in čez 2 meseca me povabi prijatelj, rekla, peljem te na posebno mesto. In jaz se tako zrihtam vse, čevapčin, zapet. Prav sem se trudila, da vidi razočarani na mojem licu. Jedla sem oni čevape, oni jejo mene, ampak nič več povabila. Ker je to še videla, da to. Ne. Ampak ena je hrana, ker mi dobivamo, znači ker mi dejansko jemo, kar je potrebno, ker se razgradi tudi za naše organe, ampak študije so pokazale, s čim se mi hranimo? Z misli. In to, kar jaz rečem, mi smo v naši možgani to dejansko, kar mislimo. In to so študije, ogromno, znanstveni kadri dobijo dobro v nagradu, ker je razkrijo pojem toksične misli, toksične in negativne misli. Jaz sem človek, ki zelo spoštuje religije, ker sem se izobraževala o tem. In potem, ko sem gledala od onih starih prvih afriških kultur, pa gledaš preko perzijske kulture, pogledaš krščanstvo, pogledaš judizem, Toro, Kuran, stari novi Zare, eden od prvih stavkov, oni so že gotovili, paziš, da misliš, da boš to postavil. Ker so dejansko že Hipokrat, eden od prvih, da rečemo, tih očetov medicine, je dejansko, ker ni imel, da posname pljuča, pa karkoli tako, nego dejansko gledal človeka in je videl, da človek, ki drugačno misli, da je imel drugačne bolezni. Oziroma, človek, ki je bolj pozitivno, pa bil vesel, je lažje prebolel virusni, oziroma on takrat ni bil virusni, in že on je takrat ugotavljal, koliko je dejansko močna, da rečemo, način, kako mi razmišljamo. Danes imamo znanstvene dokaze, ki točno vemo, da rečemo, da bolj pozitivno razmišljamo in bolj, oziroma sami imamo pod kontrolo način, kako razmišljamo, direktno ima vpliva na imunske celice, na našo imuniteto. In potem, če pač pozitivno razmišljamo, oziroma če se razveselimo samem dnevu, čisto drugače to vpliva na naš imunski sistem. Pa dam še eno bolj značajno študijo. Jaz sem žalostno s to študijo morala dokazati. Zaradi tega, vsi, ki ste poslušali moj video, je to sem žalostna. Da se 2 milijarde evrov dadne, da bi se odkrilo to, kar itak mi že vemo. Znači, če samim ti pozitivno vi razmišljate, se boljše počutite. Zdaj mora ena harvardska študija vam dokaže, da vi morate razmišljati pozitivno, da bi se vi boljše počutili. Znači, sami samo sebe vprašamo, ali je res, ko pozitivno razmišljam, se boljše počutim. Ali da študije, to, kar jaz rečem, 7 objemov na dan, zdaj se dejansko vse posodobimo. Zadnjič me je gospa v savni gledala in rekla, da sem lahko objavila. Ker prvič sem se v savni objavila. Ampak sem vesela. Sem vesela, da dobimo mednarodne ljudje. Zakaj je to vse? Zaradi tega, ker v naši koži so feromoni. V naši koži so tu endorfini. To je že od pamtiveka, kako mi dejansko poznamo. Ko jaz rečem, zadnjič sem predavala na enemu na tednu možganov in potem, ko sem rekla, kako so prej zdravniki. Jaz sem za individualno medicino. To pomeni, da se vsakim človekom, zaradi tega v majhnih skupinah imam rada, da se pozdravim s človekom. Zaradi tega, ker je Hipokrat rekel, če koristiš vsa čutila, boš poznal človeka. Znači, mi vedno jamramo, oziroma smo nagnjeni k temu, da krivimo zunanje faktore. Zdaj lahko rečete, ja, imamo samo 5 minut časa, oziroma 10 minut časa, če gledam zdravniškega, ampak to je že dovolj. Če se fokusiram s čutili, če vas se dotaknem, in se bo vprašam, v 5 minutah bo se začutili zaupanje. To, ki je dejansko potrebno v možgani, da se sprostijo, da se vzpostavijo kontakt. Kar jaz imam 10 minut časa, ta čutila, da se posvetim človeku. In potem pa to gre dosti lažje. V kakšnem koli odnosu, da rečemo, smo pozabili poslušati. Glavna stvar, ko smo delali različne raziskave, koliko dejansko besede vpliva na človeka,
Oziroma je čisto preprosto, če pogledamo in poslušamo njegovo besedo. Ne slišimo, ampak dejansko poslušamo. Ampak, če karkoli, da pridemo, pa imamo 100 druge aktivnosti, pa ne pogledamo človeka, ampak to se ne govorim v zdravniškem, govorim v kakšnem-koli poklicu, v kakšnem-koli odnosu, v kakšnem-koli partnerskem odnosu je potrebno samo včasih 5 minut čistega fokusiranja. Mene vsaka prodajalka absolutno fascinira, če mi se posveti, če se posveti dotakne, gospa, čisto malo fokusiranja, povejte, kako vam lahko zrihtam vaše čudovito telo, če ste gledali. Znači, dražiti lepe besede, in vsakič zapravim denar. Vsakič, pa tudi če ne rabim, ker z besedama me draži. In to je dejansko problem v vsakem odnosu. Zakaj sem pa jaz žalostna, da smo se zadnjih 20 let nimamo več lepih besed? Da nekoga srečamo in rečemo, vesela sem na televiziji. Ali pa rečem, gospod, imate lepo brado. On pa reče, jaz sem poročen. Ne, čisto preprosto, razumete. Zato sem enemu fantu sem rekla, imaš tako lepe usne kot jagoda. Jaz sem poročen. Tudi če si poročen, imaš lepe usne. Neč hudega. Ker smo začeli absolutno drugače razumeti. Ker nimamo več to, kar nam je dato v naravi, edino, kar nas od drugih sisavaca, ta moč besedi, ta moč pozitivne besede. Če rečem šefu, šefe, dobro izgledate, ni povišanja plače. Vseeno lepo izgledate. Ampak ker kamorkoli, če začutiš, ali pa zdajle, na primer, v partnerskem odnosu, ali pa prijateljskem odnosu, če si ne podajate več taki, in zdaj, ko moj oče, ko je v penzi, reče moji mami, da je lepa, ona reče, a zdaj si me našel za... Zakaj? Ker ni več bilo taki lepi besed. 30 let, da rečemo, da se ni bilo tega dražiti. Znači, na koncu se vse v besedah dejansko vpisuje. Vse religije, oziroma vse velike knjige, vse so narejene s besedami. To je najmočnejše orodje. Dobra, lepa beseda. In potem sem jaz delala različne, ogromno sem prebrala, vse potovala, da bi dokazala, kaj vaša lepa beseda izprovocira v vaših hormonih. In v tem, ko smo prišli do takih zaključkov, ko sem se toliko izobraževala, da nekaj, zdaj pa imam znanstvene dokaze, eno, da jaz vam rečem pa lepa beseda, ampak jedno, ko rečem, da imamo znanstvene dokaze, ki imajo čisto drugačne, nažalost, da rečeš, če greste moji babici, kratka digresija, ki ima 90 let, vsakič pride mi od babice, kako si lepa brez tih zob, ona se nas ne hvala. Potem pa reče, babice, zdaj služim dovolj denarja, lahko ti kupim protezo. Rekla, a ti bi to mene zadušila čim prej? Take stvari. Veste, kaj sem žalostna? S čim sem prepravila, da vam govorim? Slejte, zakaj imam rada? Naprimer, ko prideš kamorkoli, enkrat sem bila dežurna v soboto in v isti sobi je pri oknu ležala babica, ki je bila stara 92 let iz Brezovci. Je prišla, ker je malo zakrovila iz hemoroidov, ampak ona točno rekla, točno ve, zakaj je prišla. Čisto tretja poslja, gospa, ki je stara 42 let. In zdaj sprašujem, dajte mi 5 datumov vašega življenja, 5 takih, veste, da se spomnite, če da gremo iz spomina, to, kar vam bo zvišalo. Kaj smo v zadnjih 20 let, nažalost, če se to mi spomnim? Spomniš se, da sem naredil šolo, fakulteto, da si se poročil, da si gradil hišo, da si se ločil. Če to ni pomembno, znači, imam je tih, to želim. Mislim, te velike dogodke, to, kar vam danes vzlagala, to se res vsi zapomnimo. Veste, kaj je babica rekla? Se spomnim, ko so pred 3 leti šljive uspevale, pa še tako malo iz Srbije pa govori, in onda je došel jedan kemo, dobilo take domače klobase, harmonika in smo do zore sedeli. In cela soba, vsi smo se
pride 92 let. Vsak dan je nekaj posebnega. Mi pa smo začeli v zadnjih 20, težimo samo tih višjih, tih velikih hormonov, samo še to, da razvrednotili smo dan. In tega sem jaz žalostna. Žalostna sem, ko mi prijatelji, kolegi rečejo, še eno leto pa boš specializirala. Naprimer, jaz imam še eno leto v specializaciji, da bom specialist. To pomeni, da imam še uradno certifikat, da vam povedam, da bi prišel. Zdaj sem kot supervizijo. In potem je najboljši stavek, še eno leto zdrži, potem pa boš to končala. In potem se vprašaš, kaj pa delam v enem v tem letu. Kaj bom jaz delala? Bom živela, ali bom ga preživela, ali bom samo čakala. In potem je najbolj sem žalostna, ko slišim, da samo še to, da preživim. In sem rekla, to pa nočem slišati, samo še to. In potem rečem, rabim take preproste čudovite trenutke. Ne rabim to, da mi reče, da se zdobili na loteriji pa kupili Ferrarija. Tudi lahko to ne kupite, ampak res ga ne rabim. Da rečete, na zadnji, ko me je ena gospa v Mercatorju srečala, jaz samo to želim, da reče, bil je dež in sva z možem plesala v blatu. Jaz sem se razjokala. In sem morala sem to, da vam podelim to z vami, ker sem vas svet. In smo šli in smo po dolgem času smo plesali v blatu. In smo čist bili od blata in smo se toliko smejali in jaz sem se razjokala. Razumete? Take čisto lepe dnevne trenutke rabim. Ne, rabim, nego želim, da ljudi. Zakaj? Ker so glih to ti čudoviti endorfini. To so ti oni lepi hormoni. Če ti dobro nekaj preživiš, dobro razmisliš v dnevu. Vse kako se lepo danes počutim. To z tega bila v službi. Ne rečem, da sem to oddelala, ampak sem se lepo danes pripravljala, da danes pridem. Ne da človek razmišlja, da je samo še tole, da predavam, pa da gre. Da uživala. Čist sem potna, mi verjamete. Čist. Dobro, da si malo uprta tam obrati. Reuma. Odkako sada imam Dušana, neće biti reume. Pridem v Slovenijo, ker eno oddajo smo gledali z mamo, ker moja mama imela samo še eno željo, da svoje otroke v domači, rečemo, v drugima. Veš, najboljši, ko prinesemo vracijo, ja, mama, končali smo še tole. Super smo, naučili smo nekaj novega, prebrali smo neko novo knjigo. Kaj, češ se udati? Moram malo tako, da vam to predstavim drugo. In potem smo enkrat sedeli, ena oddaja, v Sloveniji je največ samski moški. Zdaj pa mama iti. Aj, molim, aj, biće mi teško, ali evo, treba ljute. Potem pa pridem, in potem sem hotela pravi, ja, brez jugo korenin, pravega Slovenca, iščem. Sicer sem začela v Fužinah, ampak zdaj po 6 leti najdem Dušana iz Srbije. Takoj sem malo poklicala, mama, našla sem moža, iz Srbije, pa zakaj te tam nisem že poslala? Ampak zdaj so pa dejansko res veseli. Glavno, vsi ste povabljeni v mojo poroko. Ki bo čez 2 leti. Še pristanje rekel, dejansko, da pristanje, to sem se vedno hecala, ker na mojo poroko pride 1000 ljudi. Ker moja prababica je bila zelo vesela žena, mislim oseba, tako da je rodila 18 otrok. Prababica. Potem pa še vse ti otroci po 7 do 10 otrok. Tako da mi, ko organiziramo poroke, so na 2 leti vabila. Da se vsi zberemo. Če se vedno hecam, ko sem enkrat bila za njim Slovenci, pa sem rekla, on je rekel 50 ljudi. Da sem rekla, to je po piknik, ampak se povedala. Jaz sem rekla, meni okrog 1000, čist bledela. Čist. Ampak je Dušan je že slišal, da v pisni mi plačamo poroko. Tako da, to so taka pravila. Poroka staje 3 dni stane, če
sposobna je 3 dni, ženska plača poroko, a mož plača med 1 tedne in potovanje za priče. Tako da so se že za pričo so se eni javili. Zdaj, to sem ljudi spoznala v zadnjih 3 leta, od Prekmurja, kjer sem vse, ovo je moje 71. predavanje, po celi čudoviti Sloveniji, tako da sem na zadnji prišla eni majhni skupini na Storžišču, kjer sem zaljubljena v hribe. In so to moji dejansko slovenski starši, ker od mene najboljši prijateljice so me starši usvojili, rečemo, in so mi dali to ljubezen do hribo. Tako da prva stvar zdajle, ko sem najbolj Dušan je rekel, a to še ostane, da ti plačaš poroko. Zdaj, ko si Srbijancem se menja. To je samo Sarajevo. Samo Sarajevo, ja. Zavidovićima toga nema. Neđad je iz Bosne, tako da. Ne znam za Zavidovića, Neđad, ja ne znam Sarajevo. To moj oče pristaje vse, samo da me nekdo uzme. Pa bo spremenio one pravila in vse tole. Ampak sem zaljubljena v državo, res toliko čudovitih ljudi sem spoznala, tako kot sem danes spoznala. Od Morske Sobote pa do same Kranjske gori, kjer sem se predavala vseh možnih. To leto res imam cilj, da osvojim vse te večje vrhove, ki sem te manjše kot 2 že, te pa grem malo in da dejansko pridem zdaj, ko sem Slovenka, na Triglav, ker potico sem že spekla, znači Triglav, potica, mož Srbijanac in to se pravi. Zdaj, dejansko, ko me vprašajo prijateljice, ki hočejo priti v Slovenijo, to so 3 stvari, ki moraš narediti. Dejansko, od tih endorfinih, od tih 140 čudovitih endorfinov, prav želim danes izobraziti, je glih se dejansko pride na ta način. In to je tale izraz, ko sem jaz rekla, da vsak človek, oziroma vsi vi, v teku enega dneva morate doživljati psihološke orgazme. O fizičnih ne bomo, ampak govorimo o psiholoških. Kaj pomeni psihološki? Da si zadovoljna s tem, kar delaš, z malimi. Te male stvari, to na grozdje, na moje sliki, vsi piki, zdaj nima to pokazala, predvsera, to je to, da si zadovoljen, da začutiš, da si zadovoljen v dnevu, kar ga narediš. In je nemogoče, da se zjutraj budim, da sem slabe vodi. Ne da gledam, ali je luna, ali je sonce, ali je dež, ker čakaš dan. Znači, brez zunanjih faktorov. Znači, če je kriva zunanji faktor, se vprašaš, kako ti sami moraš proizvajati hormon. Ker so mi sami od sebe, sami v možganih, lahko jih produciramo. Sami ti na nekaj lepega mislim. In to so na Harvardu v Ameriki, ki so spremljali ljudi 60 let, so dejansko ugotovili, da se njihove sfere v možganjih, ki so bili poškodovani, da rečemo, oziroma zaznamovani z depresijo, anksioznostjo in s čemorkoli, so se lahko rekompenzirali oziroma pozdravili, če so samo ljudje razmišljali 27 minut pozitivno na dan. Pozitivno na dan. Znači, to je direktna harvardska študija. Znači, ampak daj stavimo vse stran te študije. Jaz vsakega človeka izzivam in prosim, da skrb za njegovo psihološko zdravje ne več luksus. Nikaj, ki se človek nekaj privošči. In potem sem spremljala 7 let. Sem hodila po celi Sloveniji. Noter v družine sem šla. Da bi dejansko začela malo govoriti. Oziroma vse to, kar so rekli, ker moja želja je, da smo vsi zadovoljni, da pridemo do te faze 140 hormonov. Čisto preprosto. Tako, kot sem prišla jaz. Na en čisto nastaven način. Sprememba načina razmišljanja. Ker vi imate 6% možganov, ki niso nikoli aktivirani. To so te majhne sfere. To je isto kot vrt. Jaz sem pomembna, kaj bomo na njemu zasijali. In v enemu dnevu se 70 000 misli gre skozi vaše možgane. Če si želite privoščiti trojanske krofe, sedite se v avto, trojanske krofe in z užitkom jih jeste. Pa tudi, če se zredite, nič hudega, jeste. In uživate v tem. Znači, to je v teku enega dneva. Take male preproste želje, ko rečem, pa usedite se, gospa, pa pihte, to je, bom enkrat čez 14 dni, ko bom
od tašče šla. Vidite, od tašče... Pejte sebe. Da nafilamo hormone za naprej. In govorim te, take čisto preproste, v dnevu, kaj se dejansko zgodi. In to so vsi znanstveniki, znači spremljali so ljudi. Veste, kaj so te psihosomatske klinike? 40 dni se tam vas, na primer, da rečemo, zapremo, daleč od tega. Tam sem delala na te kliniki. In vi imate program življenja, preprosto, da vam rečemo, da plavate zjutraj, potem, da začnete lepo misliti, da pokličete svoj prijatelj, ko jim rečete neko dobro besedo. Znači, če zdaj malo top klinike, da učimo človeka, kako da živi. In jaz sem rekla, ko sem živa, ne bom dovolila, da bo takega v Sloveniji, ker smo v tako čudoviti državi, da ne rabimo kliniko, da vam govorila, da greste na Šmarno goro, se špričuje. Dobro, ne promoviram Šmarno goro, ampak da vam rekli, da greste na Magrt, ker na Magrt je res bolj čudovito. To je eno najlepši gor, ne bi hotela, da se nekom je nekaj zgodil vmes. Ampak čisto preprosto, znači to, kar si dejansko vi želite. Želje, mali želje si človek izpolni, ne da postanejo luksuzna pot. In potem sem bila žalostna, ko sem poslušala raport tale Evropska unija, kao Slovenija je, kot sem rekla, država, ki najbolj redno beli hiše. Tudi, če ne pobelimo to leto, nič vega. Zidovi, mogoče malo bolj črni, kot ta pavčina, vzamete si ti 500 evrov, pa si sebi željo privošite. To je to, kar jaz hvala. Čisto preprosto mali želje postanejo luksuz. In potem pa imam z eno prijateljico, ki si blazno želela, da gre v Švico na smučanje, ampak vidno je bila, si ti normalna, pa ne moram za sebe to zapraviti, na sebe. Znači ne na mene, ne na hišo, ne na avto, na sebe boš zapraviti, na sebe, znači na sebe kot človeka, da se to zapraviš. In potem je to večji stres, da zapraviš na sebe in dejansko je tih 1000 evrov, ne me narobe razumeti, malo sem bila vesela, da je vse to vse. Potem je pa dejansko dala tamo, zamenjala te gume in kupila nove gume za avto in je ukradel čez 2 dni. Jaz sem rekla, nekam. Ne me narobe razumeti. Ampak, znači, na to in je potem pa še vzela na kredit, pa zamenjala, sem rekla, boljše bo, da bi šla tako srečati. Pa bi se ti fajn počutila, pa bi bila na soncu 5 dni, pa bi še boljše volje prišla, zdaj si pa dala, zdaj so se pa še upravili. Ampak je rekla, zavarovano je. Tako da je bilo kratkega veka. Ne, hecam se. V obliku tih malih hormonih, ker smo čisto preprosto pozabili, jaz govorim, ker sem, verjemite, živi primer, eno mi tlele stojim, iz čistega dna, gledajte, ali ne izgledam zadovoljno. Izgledam vesel, jaz imam toliko pozitivne energije, da jaz prosto se moram prisiliti, da spim. Posebno vi, ko mi tako date, tako date mi energije, potem je, pa haj spat, moram spat. Prosto mi moram v meditacijo da danjem, da se spim, ker komaj čakam naslednji dan. Kaj pa partner? On je zdaj v fazi vrtca. Navajanja do zmaga. To ni človek, od mene so dvignili roke in starši, pa so mi dali ven iz hiše, potem je brat nekaj časa uspel živeti z mano, pa me on dal ven. Tako da, kako Dušan, če izdržati, vidjet ćemo. Moj oče je rekel, da bo dobil Nobelovu nagrado. Pri sredi tega, ker res na ta način dejansko funkcionira. In vse, kar je pokazano, znanstveno, jeste najboljše, da človeka naučimo, da sam sebe ima rad. Sam sebe. Vse imamo prej radi, ne me ne bodo razumeti. Ko jaz vprašam svojo mamo, mama, koga imaš rad? Tebe. Ne moj mene. S tebe, pa mene. Če prvo s tebe. Jaz sem zdaj žalostna, pa ti si dala vse otrokom, pa jaz, ne da jaz to ne, daleč tega, da jaz to ne cenim. Ampak jo ne morem kupiti 30 let malih želja. To je zdaj ne morem vrniti nazaj. In to mi je blazno žal, ker je vedno imela rada prvo nas. In je super to. Ampak
učim vsakega 1% sebe do te pomeni. Zdaj bi vsak otrok je bolj zadovoljen, vsak partner je bolj zadovoljen, vsak kolega je bolj zadovoljen. Če si ti, potem pa prenašaš samo naprej. Je čisto preprosto. Tudi v letalu, če gre letalo, komu dajmo masko? Sebi pa otroku. Če prvo ti moraš biti v redu. In potem gledaš, kako to prenašaš, kako se nekaj živi za nekoga drugega, kako pa dejansko, da imamo radi s tebe. Jaz blazno živim v tih predavanjih, da to prenašam naprej. Znači, jaz to ljubim energije. Jaz ne bi predavala, če ne bi to imela rada. Razumete? Da hodim, v vrtcu predavam. Prvič sem predavala v vrtcu, v onih malih stoli. A so to stoli? Ja, to so stoli. Tako so sedeli in jaz sem bila to, sem tako otrok sem skakala. In dan se spomnim takih malih stvari. Zakaj se tega spomnim? Zato, ker sem ležala dolg časa. In potem, kaj te dvigne imunski sistem, da se spomniš ti lepih trenutkov? Ničesa, niči spomini. Na koncu ti nič ne ostane, razen spominov. In ker jaz gledam te ljudi, ki umirajo, ki so v terminalni fazi, ki jim lahko samo morfij pomaga, in potem poslušam, delite z manj spomine in misli. Nema. Tega mi je žal. Ker karkoli ostane ti ta spomin. Ne tole, da si 5 let se stisnem pa zgradijo hišo, to je tudi fajn. Trenutke, tako je čisto preprosto. To, ko reče babica, prineslo klobasico, svirala se kako onda. Pa še stotne takih trenutkov, to, kar naprej poslušam. Potem se vprašala, zakaj ima babica 22 let. Ker ona, v dnevu, ona meni pokliče, ko naj paradajz vreva. Joj, rodijo je! Tako je to sreča, je, razumete? Pa ta ženska ne bo nikoli umrla, je. Ne želim, ampak, ker vsakemu dnevu se dejansko, in potem pa, kdaj bo drž, da to začnem spet. In ko je drž, stoji ven in to je dar naravi. In čist je mokra in se veseli temu. Tega, ali se takih čisto preprosti. Ti srednji sferi v možgani, tam, kjer so ti dobri hormoni, to so nažalost, je zamenjala farmacija. Ne nažalost, je v določenih situacijah pomaga, tako kot ti pomaga meni, ampak najbolj stabilno je, ker s časoma postanemo odvisni rezistentni, ampak najbolj stabilno je, da si sami sebe. Ko sem sebe postavila izpred vsakega, ne na način, da sem agresivna, na način, da sem daleč tega ne spoštujem, da drugega človeka, ampak 1%, da ima vsakega pred vsakim, sami sebe, dobro se počuti. Res. In 20 let nimam sploh zdravniškega kartona. Do tega, da sem bila čisto pri zdravniki, zdaj sem pa čisto ven iz tega. Ker poslušam svoje telo. To je druga lekcija, kar vas želim naučiti. Ena je tale por, ena je tale psihološka klet, ampak druga lekcija je, da se morate naučiti, da imate meje. Meje, kot človek, imamo meje. Dejansko na zadnjih letih so nas čist, karkoli da naredimo, lahko še malo več. Lahko bi bilo boljše, lahko bi. In potem smo čist po velikih obremenitev. Čisto preprosto, če vzamete veljredno komparacijo, če poči guma v avtu, a kaj greste, zamenjati guma, ne? A rečete, da še malo, še malo drži. Ne. Mi včasih pa ne moremo, pa se slabše počutimo, pa ne da se nam, počutimo neke simptome. Če telo nam dadne signal, vsak človek, mladi, ki meni zboli, pa ga vprašam, kdaj je prvi začutil simptom, je čutil leta nazaj. Ampak nisem se mogel s tem takrat ubadati, nisem imel časa, ki so bile bolj pomembne stvari. Kaj je bolj pomembno od samega sebe? Kaj je bolj pomembno? In potem greš in ti dadne telo gre, ustavi se malo. Ne moreš več to nekaj. Daj malo, nekaj se sebe naredi. Evo, bom se vzel čisto preprosto en dan, da se grem krofe vzeti. To, kar si želim, se drugače počuti. Ne. Nisem imel časa, ker so bile bolj pomembne stvari in potem pa prideš, potem boliš. Enkrat, ko zbolijo je, potem samo daj samo da ozdravi in potem bom drugače. Razumem? To se večinoma. In potem, ko spet, če bo karkoli boljše, potem pa spet padnemo. Jaz nisem padla že 20 let v to. Očitno je bilo zelo močno takrat, ko sem bila. In potem sem se cel čas učila o temu. In zdaj je resno, poslušam svoje telo. Poslušam in hvala Bogu,
oziroma hvala višjih silama, ali komorkoli, se dobro počutim in sem zadovoljna in želim zadovoljni ljudi. Ne, da imamo toliko tih stresnih hormonov. Pa cel čas smo napeti, karkoli. Tudi če hodimo, nismo sprošeni. Mislim, kaj? Kot da smo pod elektriko, da bi dejansko malo bolj sprošenči. Kaj pa rabimo? Rabimo samo drugače začeti razmišljati. Da se naredi en avtomatizam. To so religije rekli, to je filozofija rekla, to je znanost rekla, medicina, kaj moram še povedati? Znači, kdo smo mi? To, kar začnemo misliti. Ko začnemo misliti, to začnemo delati. Ko začnemo delati, postane navada. Iz navade postane karakter. Če hočemo nekaj spremeniti, kaj moramo? Začeti drugače misliti. In ustrajati v tem drugače mislimo. Pa čisto preprosto, če vozimo avto, mislimo, da vozimo avto. Potem začnemo voziti avto. Potem postane navada. In potem je dejansko način, kako mi vozimo, karakterno nastopi. Znači, vse, kar želimo, če se pa človek želi, jaz še enkrat vam rečem, absolutno želim nobenu absolutno dvorani, samo moje, da prenesem znanje. Samo, ko se vprašam, če ste zadovoljni, da rečete, zadovoljna sem človek. Kaj vi delate? Kako bi prijeti od tega? Mislim, Branca ima, ne rečem, dovoljenje, nima pravico za karkoli to vzvajamo. Nimam pravico danje na svete, če me vi to ne vprašate. Jaz samo želim, da zaustavim, vprašam, gospa, a ste zadovoljni v življenju? Nisem. In če nismo zadovoljni, ajmo nekaj da naredimo, če nismo zadovoljni. Če ste zadovoljni, ne rabite se ni objemati. Jaz sem samo to rekla, večinoma za objeme, zaradi tega, ker so noter hormoni. Razumete? To sem zadnjič govorila v oddaji. Gledala sem primer v City Parku. A vi sigurno imate že vsi otroke. Meni je zadnjič ena babica gledala v dlan in rekla, da bo imela 7 otrok. Edino umetno oplodnje. Potem pogledam trebuh, 7 pa ne boš. Sicer sem mami tako poklicala in sem rekla, mama, ena mi je gledala v dlan, ena glihna in pepev, ena cigančica. Rekla, da bom imela 7 otrok. Je rekla, mama, daj jedno Ogarijevič, ima jako Vsaj enega, čisto preprosto. In to sem se malo. Ampak, gledajte, ko 21 dni je samo potrebno, da se naredi, da se drugače razmišlja. Znači, 21 dni. In da se mi v nekaj lahko pripričamo. Ko vi gledate karkoli, znači večinoma nas nekdo v nekaj pripriča. Zakaj potem ne bi sami sebe v nekaj pripričali? Zdaj, zakaj so to delali 21 dni? Ker se glih v takem času, znači nekdo, lahko mi nekoga karkoli pripričamo v 21 dni. Jezus, ko je pripovedoval, je rabil 22 dni. 22 dni, da pripriča 4 osebe, ki so šli za njim. In potem je nastalo to, kar je nastalo. Predtem je bil sam, ki je šel Pavle. Potem je Pavle hodil in po 23 dnih je pripričal človeka. Enega človeka, da je dejansko to videl. Znači, če gledamo samo, da gledamo na primer religijski, rečemo, ali pa Mohamed prigradbe, on je rabil 24 dni, potem je šlo dejansko naprej. Ne govorimo o drugih religijah. Znanstveno smo mi pokazali 21 dni, da začnemo nekaj delati, da začnemo drugače razmišljati, da se to ukoreni v naš karakter. Je težko, ampak to je mogoče. Samo moraš v tom ustrajati. Oziroma to moraš želeti. Večinoma, ko me bolniki vprašajo moje prijateljice, kdorkoli, kaj da naredim, ne vem, to ti sam veš. Ker ne želim nobenega, da vodim. Nobenega, samo izobražujem, zdaj rečem, kaj vi morate delati, daleč od tega. To so študije pokazali, da je 7 objemov dobro. Mogoče nekdo rabi 10, jaz sem bo sam kar 50. Nekdo rabi 2, nekdo rabi nič. Samo želim, da so ljudi zadovoljni. Rabiš to delati, kar je pač nekdo rekel. Jaz sem samo rekla, kaj so pač tudi rekle, da je bilo dobro to delati. Ampak vsak se mora vprašati, ker to, kar ti delaš, kar ti želiš,
boš to delo do konca življenja. Večinoma se pokazali ti, ki prihajajo, hočejo shujšati oziroma hočejo se nekaj spremeniti. Če jaz rečem, da grejo v hribe, bojo šli 2 meseca, bojo upali, ker grejo, ker je destruktor. In zelo hitro padne ta impuls. Če jaz rečem, da grejo v hribe, jaz samo rečem, najdi to, kar veseli. In take inpute dobivam zdaj dejansko od bolnikov, ker napišejo mail. En je gospod najdel taj či, oziroma se poročil čigon. A vi veste, da tako čigon? Čigon. In je 69 let star in je šel in je v čigon se najdel. Jaz nisem sploh vedela, da to obstaja. Ampak čigon, ne izobrazil. Ampak je rekel, rabim nekaj, da bi se migal, da razgibavam svoje sklepe. A je rekel, pilates, nekaj gospod, pejte, pogledajte in potem vi morate to začuti, da je to dobro. In evo ga zdaj 2 leti pa pol gre na čigon. Te še nam tajko spoznamo, je. Združilo je vse. Vse možno. Ampak se dobro počuti. Kaj vam želim reči? Čisto preprosto. Vse, kar so mi drugi govorili, kaj bi dejansko bilo za mene dobro, sem poslušala. In to, kar ni direktno, da bi jaz to imela rada, sem zelo hitro obupala. Zaradi tega vedno z bolniki hočemo, smo partneri. Jaz samo predstavim, oziroma vam dam, kaj vam lahko pomaga. Mi pa odločava se, ker vi morate se tega držati. In večinoma najbolj uspešni so, ko rečejo, zdaj bi jaz to prehransko ambulanto, da bi se ukvarjali s takimi, in zdaj sem nekaj videla takih par bolnikov, ki so prekomerno prehranjeni. Večinoma raven vsi možni diet, ki jih imamo. Ampak najbolj efikasna je ena Nemška, ki je rekla, da človek mora biti prepričan, da ti to je. Če imaš močno voljo, to delaš, boš to dejansko naredil. Hitro rečemo, da moraš to delati in zelo hitro ljudi upajo, pa se vrnem nazaj. A se strinjate? Se strinjamo. In zaradi tega sem jaz rekla, nikoli ne bomo šli na predavanje, ne govorim, kaj morate daleč od tega. Jaz sem se zaljubila v hribe, to ne pomeni, da vi morate. Vi lahko rečete, da so podvodni svet. Vi lahko rečete, da imate radi to čisto preprosto. Samo da to, kar delate, da vas veseli. Nihče nima pravico, da to obsoja. Nihče nima pravico, da ne na svete, če to ne radi. Čisto preprosto. Samo želim, da človek si najde, kaj da dejansko veseli. Jaz bi želela, da ste več v hribi, ampak če vas ne veseli, prosim vas ne pejte. Ker potem pa samo čisto preprosto človek gre čez samega sebe. In je to osnovni princip neuroznanosti. Znači, mi smo pokazali, da celice najbolj efektivne endorfine dajo takrat, ko človek točno dela, kar ga veseli. Če ti to veseli, isto kot ljubezni, ali sem na začetku ljubezni. Zakaj sem bil v high stanju? Zakaj sem jaz danes v high stanju? Dobro, jaz imam malo izdiferencirane hormone. Razen tega, da sem danes gledati v polno dvorane, ampak ker se nas veseli, znači veseli nas, da osrečujemo tega človeka, oziroma tu osebo, to je na začetku. Potem pa se to čisto pokaže, če vidite. To je ena posebna tema. In potem nič nam ni težko. Nič. Tudi če ne spijemo 3 dni. Zaradi njega, zaradi nje, zaradi prijateljice, ker mi to želimo. Potem kar nekaj se stvori ta energija. Veste, ko je najboljši primer? To vedno razlagam. To je vedno rokometna reprezentacija. 10 minut zgubljamo. Razumete? Ampak ko reče besede, vi ste heroji. Beseda, znači moč besede, znači dadne mlati preja. On so čist brez energije, čist so jih oni izmatrali, polomljeni, bolečine imajo in 10 minut mu reče, gledajte, vi ste polno zdržali, babice vas gledajo, morate opravičiti, mislim, še govorijo, ta je na Hrvaško in v tem nabijo. Točno vidiš, kako ljudi kar naenkrat se dajo. Zdaj vam rečem, koliko smo zanemarjali te dobre besede, ki imajo največ moč. In skozi zgodovino so besede pokazali največ moč. Jaz sem samo na žalost, da nas včasih negativne besede bolj prepričajo. Če rečem, gospod, tečen ste, v redu, hvala, to že vem. To itak še slišim vsak dan. A ni to žalostno? Če rečem, lep ste, zakaj to govorite? Kaj pa delate? Nišče mi to ni povedal že dolg časa, da sem pa dejansko lep. Jaz vedno rečem, da sem lepa, vi reče, da sem lepa, jaz dobim 100 potrdil, da sem lepa. To ne rabi povedati. Ampak čisto preprosto, ker sem se na ta način sem danes prišel do te faze, tega faze polnega zadovoljstva. Žal mi je, da so morali biti te študije, da vam rečejo tip 5 pravil.
oziroma 5, kaj je dobro, kaj smo se mi odmaknili. To je socialno druženje, ta je kontakt, razumete, ko se dotaknemo. Lepo te videti, redi, sela smo se malo. A ni, že tako izpostavimo samega tega. Ko otroci, kaj otroci, ko voli trebušek, nasiramo, pa ga stisnemo v sebi, pa že boljši. Ko partner, ki star 50 let, boli ga treba, potem vzamlja kado pa 5 zrani. Kje da boža, kaj da zdaj masaš, znači, čist se odmaknemo. To je bilo vsi tih partnerjev, ena babica je sedela zadnjo na igralnici, to zdaj na televiziji razlagam. In tam je bilo 10 otrok. In potem se vprašal, da kaj otroci imajo dobre energije. Vsak pride, kako so lušani, kako se lepo, da stisni, a lahko ga malo dotakni, pa mu še daš bombončico. Sedem se zraven in babica rekla, 5 ur tle sedim, kdo po vohu, kdo potem da mi sploh ni kaj rekel. Evo, tle sedim, ovi otroci, cel čas dobivajo lepe besede. In poseda lepo besedo dobiš, pa veš, mami, rekla mi je teta, da sem lep. In že od takrat so videli, zaradi tega mi jo dobimo dost hormonov in potem nehamo se več dati. Nima več takih, ker smo se odmaknili. Na koži pa imamo te endorfine. Zaradi tega sem jaz rekla, da se treba objeti. Ker je študija pokazala, da 7 objemov ti zviša toliko, ko ena tableta antidepresivov. To so študije pokazali. Ampak mi tak samo, mislim, vemo, če se začutimo, da je boljše. Ko moja babica prej, ko reče, vprašam prababico, ko je prej živela, 18 otroki, mislim, to je res. In to je res, ker so posle bile 1 meter. Hotel neko te se stisneš. 5 metrov. On na enem bogalu, ti na drugem bogalu, pa še eno sobo, da imamo zraven, ko bo smrčal, čim prej. Nemo me se dotakniti, namazala sem se s kremom, pusti. In to je, in resno, prav ko sem gledala, se res danes v posle, ko gleda svojo babico v vasi, to je, kje pa je, to se moraš stisnuti, ker ni bilo prostora, pa še one same so. In je rekel, karkoli, da smo skregamo se karkoli, pa tudi pa malo se dotakneš, malo endorfini, otrok, sem rekel, ovo malo komično, ampak je različno, dejansko, ko prideš, ker nimamo več ti, ko rečejo, posebno zdaj, ko slušamo vsakodnevno, ko postajamo aseksualen narod. Še ni mladina noča se seksa. To so čudoviti hormoni, čudoviti, razumete? Moj dušan se piše. Ampak za konec to vedno rečem, največji, znači 2 teme vedno govorim. Jaz bi želela, da vsi vi, vključno z mano, imamo več psiholoških in fizičnih organov. Psihološki vsak dan, fizični ne bom rekla koliko. Sam ne boč si glede potrebe. Enkrat sem sam napisala enemu gospodu iz Vidu, da svetujem 3-krat na teden seks, žena je priletela naslednji dan. A sam? Ja. Je rekla, napišite s kom. Ne so mi izvid. Sicer na administratorka me je pisala, rekla, a jaz da to napišem na izvid. Rekla, ja napiši, jaz se bom podpisala. Je rekla, ampak to čudno se sliši tle, svetujem seksualno aktivno. Je rekla, lahko malo to malo preformira. Napisala, svetujem, ker so njegove težave direktno povezane s tem. In prosite 3-krat, joj, žena, tega več ne pišem. Ne pišem to, zdaj rečem takole, svetujem božanje 5-krat na leto. Ne svetujem, koliko da pijete alkohola, ker enkrat sem napisala 2 deci, da je se pozabilo. Da je malo, da je veliko. Ker je pač, so rekli, da je vino 2 deci in še dobro, ker se klepetaš, pa piješ vino pa 3 ure, pa vedno rečem, gospa, lahko bi 2 deci.
Potem je D je bilo pozabljeno 2 litra in sled smešno, da ne bi dejansko virala, ampak na koncu, lahko sem rekla, psihološki orgazm je to, kar je doma doživljala, da mi je čist fajn, da mi je lep, upam, da je vama fajn, da posluša, da mi je čist, ne da ono, ok, jutri bom še nekaj drugega, da takoj skrb gre za naprej, to je reči, brez, pa karkoli se zdaj zgodi, karkoli. Meni je danes lepo. Čisto mi je danes lepo, ko dejansko vidim. To je psihološki orgazm. Fizični orgazm je, ker sem tudi seksologijo končala, to absolutno ne mojima staršima povedali. Dal so denarja, pa mislim, da sem filozofijo končala. Dobro, da sem v Nemčiji šla. Ni moj mam ni bilo lahko, ne da. En otrok, pa drugo otrok, res je. Vsak po 3 fakultete, vsak pride, jaz pa to še malo študiral, razumete. Tako da, Boga res, dobro so se komaj držali. Ampak, ko me učila o tej seksualnosti, je samo eden stavek, sem se zapomnila, ki jih vedno prenašam od celega možnega znanja in to prenašam v vsako predavanje. Ne pozabite, največji seksualni organ so možgani. Pa koža, pa sam seksualni organ. Znači, eno je, znači ni beseda slovenska, ampak nikakor le dam ven, mi je lušna. Ampak se zavedam tega, da ni slovenska. Tako da, znači, samo kratko, potem se bom vrla, to je moj oče. Moj oče je bil direktor 40 let, nevedno, kot Tito. Znači, ti boš to naredil. Znači, kot Tito. Ko govorimo o temu, ko je govorila, je čisto preprosto, je rekla, moramo človeku predstaviti tudi kao bajko. Ker mi smo ko ljudje emocionalno, čustvena, hormonalna bitja. Znači, toliko sami sebe proizvajamo, da prevedemo se v kraj stanja lepega počutja. In sami med tem so bili to, kar jaz sem rekla, ta orgazem, ta doživetje, to, kar jaz psihološki dobro doživiš. Pa še fizični, čez 1 uro je gled. Bom tole kodila. Ampak fizični je čisto preprosto. Je možgani, koža, pa sam organ. Pa bom se na začetek. Beseda. Zakaj na začetku zveze? Nam je fajn. Ker nišče ne reče tečna baba. Kje se da pa kdo reče na začetku zveze? Ali konju jedna. Kaj slišiš po 20 leti. In potem, ko te pokliče 2-3 po telefonu v teku dneva, rad te imam, samo čakam, da te vidim, imaš lepe oči, draži ti možgane. Znači, lepo ti je, da če že gor ti izloči hormone, potem, ko te vidi, te dotakne, kako si lepa, da si topla, kak je modre oči, razumete? Čisto preprosto, če me že slikaš. Mora biti. A to tudi za partnera, da se poslušate? To dovoljujem, če to vem. In potem, kaj se zgodaje? Če ti dobiš še toliko hormonov, ne bi hotela biti čisto vulgarna, in takole večer komaj čakaš, ker si že nadražen. Potem s časoma, tak, ker nima več tih besed, nima več dotika, dejansko postane mehanika. In potem, ko so rekli, aj to povezano s fiziologijo ali ne, potem so naredili ogromno študij. Potem so videli ženske oziroma moški, sploh nima veze s polom, bolj so ženske na to občutljive na možgane kot pa moški. Ko so se ločile, pa so bile stare 50 pa 60 let, pa najde druge prince, ki jih je spet dražijo, so spet zdaj lepe, isto so imele frekvenco orgazma kot poprej. Znači, še bolj kvalitetne. Znači, to dokazuje, da eno, kar pride z meno, zdaj pripravljam še predavanje, ker bom imela Maja o tih menskih, kaj se dogaja, eno, kar je meno, eno, kar smo čisto zanemarili, in jih tole možgane. In potem seveda, če dejansko se dereš, če se kregaš, če govoriš slabe besede nekomu, ni mogoče, da se to začne se izločiti.
A se strinjate? Čisto preprosto se strinjam. In zdaj vsakega, ker sem se toliko izobrazila, da imam stotne takih primerov, zdaj imam eno gospo, resno, se ločila pred 5 leti, stara 62 let in zdaj na Maldivih z enim Nemcem. Je rekla, čudovito je, ker me spoštuje, ker me ceni in ker me besedno hrani. Beseda, čisto preprosto, tudi besedo mi lahko se naredim. In potem sem žalostna, da dejansko, da to, kar nam ljudi dajo največ hormonov, to so naši prijatelji, to so naši partneri, to so naši otroci, zelo hitro dajemo toksično misel, njima, za vse drugo pa mislimo. Vedno vprašam, oziroma kogokoli, 5 šef, pa reci komi jedan. Pa boš rekla 2, pa boš dobil odpor. Zakaj pa mož lahko to sliša 10-krat? Znači, isto je, isti je vpliv. A pa z druge strani, čisto tečna babo, kaj si zoprna, kaj si taka, veš, nema. Mi zelo hitro govorimo take besede. Verjemite mi, kot psiholog, večinoma, ko smo gledali take, zakaj, to vse ostaja v kleti. In potem vse ali prej pride nazaj. In potem, ko gledeš nazaj, potem pa rečeš, ja, rekel mi je tole, tako se obnašal, tako se je obnašala, taki so bili. In večinoma, to se moj brat ukvarja, ker je pravnik, ko je raziskoval, na primer, ločene pare, ali pa zakaj pridejo, vse se štarta od besede, od nekega preprostega dokaza in potem pride do komunikacije. Potem se nikoli ne razreši. In potem postane to wow, do tih meja, da se ne more več spraziti. Čisto preprosto. Naše telo, evo bom sve pokazala na koncu, pa prideš. Čisto preprosto. Naše, še dobro gospoda Hetniška bom povedala. Jaz samo redno rečem, kako smo včasih razvrednotili dan in potem je večinoma da duša novo vidi. Kako smo včasih iz enega stresa, potem včasih, gledajte, vi imate v službi stresni kortizole, včasih je uro, pa pol ure potrebno, preden pridemo domov in tako dobimo listek obveznosti, kaj moramo prati, nesti cunje in kakoli, da se včasih spočimo. Samo da se dotaknemo po koži, ovo so vse kitajske medicine, so govorili, da ga malo pobožamo, da mu rečemo princu moj, zelo sem vesela, da te imam, pa sem pravo. Damo to dobre hormone. A vidite, da se celo čas, da se včasih napadam. Jaz vedno rečem, vsak telo ima 90 točk. Znači, eno so točke, ki jih poznamo, upam, da jih vsi veste, drugo so pa taki lepi, čudoviti hormoni, endorfini, ki so po našem telesu. Ne morate telepatski sedeti doma, na enem bogavu, potem kot moja dva nekaj komunicirata. Stisnite se, nagič, palačini. On že zamišlja. 20 minut. Sekund. Ja. Moški so občutljivi na vrat. To smo rekli. Zjutraj, ko se zbudi, zdaj samo razmišljate, kaj mora narediti vse, rečete mu, poljubite ga v vrat. A lahko je pišu? Še prav malo. Poljubite ga v vrat. In tako no, že. Ovo je že druga energija. Ovo delat zjutraj. Znači, to, kar so rekli, a veste, te akupunkturne točke, ko sem to možala, vidite tamo, ker se to dajo, tam so te endorfini. Oziroma opioidni receptor, ki nam zbožujejo bolečino, oziroma dobivajo te endorfini. Sem rekla, zakaj pa rabite prihajati, na primer, kamorkoli da greste, če imate prijatelje, oziroma če imate sosede, partnere, kogorkoli, to sploh ni pomembno, pridete in nas sonc masira. Kličite ga po telefonu, pa tudi če je služba ob 11 zjutraj, to ni vse
21 minut, pokličete ga, mu rečete, a pa rečete njo, ni pomembno, rate imam, da pa do stola, nič hudega. Znači, to vam samo na koncu dajem primer, koliko smo se dejansko oddajali od tega, čisto v enem dnevu smo ga, da rečemo ga, smo ga, samo da naredimo, samo da to gre mimo, sem enemu prijatelju, sem rekla, da pokliče ženo, ki dela na drugi kliniki. In je poklical ob 11:05. In ona soglasi, in jaz sem napisala, kaj da reče. Pogrešam tvoje čudovite modre oči, da se utopim v njih, rad te imam. Ona je klicala mene čez minuto, pogledaj, kaj z njim narobe. Čisto so. Pogledaj, kaj, znači, in potem je rečel, zakaj? To že ni poklical 7 let, zadnjega otroka dobil. Kaj z njim narobe? In potem, a veste, zdaj, če bi poklical in rekel, veš kaj, spet si bila zoprna, ne bom to delal, je to čisto reč. Ampak če reče, pogrešam tvoje, je narobe. Je čisto preprosto, koliko smo se dejansko v takih stvari oddala. Jaz sem morala navaditi svoje prijateljice, da jih pokličem kar nekrat v 12 po dnevu in reče, vesela sem, da te imam. Pa nekaj narobe. Vesela sem, da te imam. Lepo mi je, da obstajaš v življenju. Komaj čakam, da gremo v wellness. A ti lahko to pove. In prav sem morala navaditi, da bi to začel se delati. Fajn se tudi. Čisto fajn. Ker pač nam je dato, to pa mi pa radimo nekaj drugega. Ženske pa smo občutljive skupaj cedno na stopala. Ko pride žena, reci, pa ni pomembno, da je kuhanje, da ti zmasiram stopala. Pa tudi, če je vlakite takole, nič njega, bože boljši da ti. A ti moja, kaj? Res. Znači, telo, možgani nam ogromno tega ponujejo. Sami imamo teh dobrih besed. Vama svima hvala, da ste mi danes dali toliko endorfinov, da sem jaz čisto v hali stanju. Res sem počaščena, da ste me dejansko poslušali tu kar dost, uro pa pol. Upam, da je vama tako hitro šlo tudi meni, ampak zdaj vas pa dosti.